razstavo v tej galeriji Bažato sem kar nekaj časa, bi rekel, že skoraj čakal in sem se zelo veselil. V bistvu so zelo lepi prostori, ki se mi zdi, da jih je mogoče čisto v redu izkoristiti. Tudi so zelo raznoliki prostori, tudi po nadstropjih so drugačni, ne? Tako da se je dalo narediti zelo, jaz bi tako rekel, na nek način kar malo strukturirano postavitev. In v tem smislu sem se tudi lotil, ko sem razmišljal o postavitvi. Sicer pa seveda težko je govoriti o razstavi, ne? Recimo o svojih kipih ali svojih rezultatih ali pa produktih nekega več ali manj razmišljanja, ne, in raziskovanja, ker umetniki vedno mislimo, da ljudje, ki pridejo pogledat, oziroma gledalci, da že veliko vejo, ne, da že skoraj vse vejo in da tudi veliko v materialih vejo, recimo, da imajo veliko izkušenj, da razumejo, kakšna stvar nastane, ampak seveda vedno znova spoznaš, da ni čisto tako, ne, da v bistvu vsem nam, bi rekel, ne, nekaj manjka, eni imamo takšne izkušnje, drugi imamo drugačne izkušnje in tako tudi materiale vidimo na en drug način oziroma jih razumemo na drug način. Mogoče tudi različne kombinacije čutimo na nek drug način. Sicer pa v teh 35 letih približno, koliko se profesionalno ukvarjam z kiparstvom, sem preizkusil že veliko materialov, največ seveda iz radovednosti in večinoma sem se kar poglabljal v te različne materiale, tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da samo takrat, ko material dobro poznaš, da ga tudi lahko v polnosti na nek način uporabiš, ne? In da tudi tisto imanentno vsebino, kot rečemo, recimo to, kar material prinese s sabo, oziroma kar ima že v sebi, vsa ta čustva in občutke, da jih v bistvu lahko tudi uporabiš ali pa jih na nek način, ne vem, zoperstavljaš enega proti drugemu in tako. Zaradi tega tudi se veliko ukvarjam z kombinacijami, ne? Z kombinacijami različnih materialov, včasih se mogoče zdijo celo nezdružljivi, ampak meni se to združevanje in kombiniranje materialov, seveda z določenimi tehnikami, ki jih v nekem trenutku izberem, nekaj, kar je pač nujno za tako vrste kiparstva, kot ga jaz prakticiram, ne, ali pa kakor ga razumem. To je moj jezik v bistvu. Tudi s keramiko se ukvarjam že kar lep čas, pravzaprav od začetka in seveda tako periodično, bi rekel, včasih malo več, včasih malo manj, nekaj časa nisem nič delal s keramiko. Potem v nekem trenutku sem spet, bi kar rekel, ponovno odkril eno draž keramike in seveda, ker keramika ima v sebi kot material v bistvu nekaj čisto posebnega, ne. Čutimo jo seveda predvsem kot keramiko na pečnicah ali na tleh ali kjerkoli, ne, na nečem recimo toplem dostikrat in jih čutimo tudi v tem smislu in tako tudi pričakujemo, ne. Zato sem recimo nekaj časa delal tudi z recimo toploto keramike, ampak seveda sem jo moral ogreti. Takrat sem tudi vključeval zelo veliko recimo enih grelcev, nekih sistemov recimo upravljanja, neke elektronike, ne. Seveda, ker pač sem želel imeti temperaturo telesa in sem to tudi dosegel recimo seveda z temi raznimi procesorji in krmiljenji in tako, ne. In fajn se mi je zdelo recimo, da oddaleč ljudje mogoče ali pa kot gledalci čutimo recimo keramiko pač tako kot hladno, ne, in nas mogoče toliko ne pritegne, ampak ko se dotaknemo, pa začutimo, da je toplo in dobimo v trenutku čisto drug občutek, ne. Nam je dosti bližja recimo, dosti bolj, bi rekel, lažje se identificiramo recimo, ne vem, tako kot nek uporabnik, ne, in tako in seveda zdaj v zadnjem času pa malo manj uporabljam te grelce, ampak sem poskusil še kakšne druge stvari vključiti, recimo tudi tako kot pri tej obliki. Mi sploh seveda
asociira na nek kaktus, ne? Ampak to ni kaktus, prej je bolj v bistvu eno razmišljanje, eni strukturi, ene forme. Želel sem dobiti eno difuzno obliko, recimo neko formo, ki ni tako kot nek klasičen kip, recimo monolitna, ne? Tako kot je Michelangelo rekel, da jo lahko spustiš po hribu navzdol, pa da nič ne odpade. Tukaj bi vse odpadlo. Ampak se pravi, da je to neka difuzna oblika, za katero se točno ne ve, kje je meja zunanjega in notranjega prostora in tako. Seveda, to so pa že eni problemi, od katerih se več ali manj, s katerimi se kiparji ukvarjamo veliko in od katerih razmišljamo, ker praktično ne razmišljamo o teh zgodbicah raznih, ne? Čeprav kakšne pa tudi vplivajo na delo. Recimo naslov tega kipa je 100 let Julijev, ne? Ampak to idejo za naslov sem dobil šele potem, ko sem ta kip pokazal enemu prijatelju in mi je, pač ker je umetniški zgodovinar, takoj začel razlagati, kakšna manija kaktusov je bila pred 100 leti. Recimo Julio González je en taki kipar, ki je znan prav po kaktusih, ne? Ampak v bistvu je delal v tem času in v tem praktično nisem prej nič vedel, ker to nobeni zgodovinarji veliko ne piše o tem, bi rekel umetnostni zgodovinarji, ne? In to nisem nikjer zasledil. In je prav zanimivo, da je bila ta manija po celi Evropi, ne? Ampak meni se zdi kaktus kot ta zanimiva možnost, ne? Recimo forma, ki pač potem rata kot kaktus, ne? Konec koncev. Ampak da je, kot sem prej rekel, pač, da ima nek drug karakter, da ni monolitna, ne? Da je malo raztresana, tako kot mi včasih, ne? Recimo tudi, ne vem, to ladjedelništvo se mi je zdelo zanimivo, ne? Pa jahte, pa ne vem, takšni gliserji, drugačni gliserji, ne vem, hitri, počasni in tako. In več ali manj se vse neki sveti, ne? In seveda vse je simbol nekega prestiža in seveda tako tudi dojemamo recimo ta material in to formo. In v nekem trenutku se mi je zazdelo, pa to že kar leta nazaj, se mi je zazdelo primerno, da poskusim to praktično nekiparsko formo in nekiparski material vključiti recimo v nek svoj princip, ne. Seveda ne to trajalo tudi zaradi tega toliko časa, ker ne dobiš takoj vsega na pladnju, vsake ideje ali pa, jaz bi tako rekel, ne moreš se v vsakem trenutku dokopati do smiselne kombinacije recimo, ne. Seveda mi ne gre samo za kombinacijo materialov, ampak mi gre tudi, da dobim neko smiselno ali pa recimo tisto vsebino ali pa tiste občutke, ki jih pač hočem izraziti, ne. Tako da tudi tisti katamaran recimo ni nastal kar tako iz same fantazije, ampak je nastal tako, da se mi je zdelo dobro recimo neko problematiko tega razmišljanja. Recimo ta katamaran ima naslov Ne bova letela Vladimir, ne. Ampak ne vem, jaz tudi pričakujem, ne moreš samo pričakovati, ampak veliko, bi rekel, branja recimo kipov po naslovih, če hočem, ne, je odvisno od tega, koliko pač poznamo tudi zgodovino kiparstva recimo ali pa umetnosti, ne. Seveda je Vladimir Tatlin izdelal po prvi svetovni vojni enkrat, ne, recimo en svoj projekt, en leteči stroj, ki se je imenoval Tatlin. Ampak seveda ta leteči stroj ni bil namenjen temu, da leti, ampak je bil samo kot ena manifestacija te želje ali pa te fascinacije nad letenjem, ne. Ker se vemo, tudi Tatlin je sigurno poznal Da Vincijev leteči stroj, ki mu je v bistvu zelo podoben, ne. Ampak torej ne gre za to željo po letenju, tako kot tukaj ne gre za to željo po plutju recimo, samo zgolj to, ampak se mi je zdelo fajn izkoristiti ta občutek, recimo nemogočega plutja, na primer, ne. Ne vem, ta figura recimo na tem katamaranu je seveda ena izpeljanka, ene Ančke, ne, kot rekvizita za treniranje prve pomoči.
In seveda tudi nočem tako banalno razumeti, recimo teh raznih današnjih migracij pa tega, se mi pa zdijo dovolj, kako bi rekel, velik problem, dovolj velika provokacija, da bi tudi o tem povedal kakšno svoje mnenje, recimo, ne? Ali pa svoje občutke. Tako je v bistvu pač nekje ostala na koncu ostala ta oblika takšna, kot je, seveda skozi neko selekcijo vedno, ne? In absolutno pa je zraven še neki plasti, in na to tudi upam in se tega veselim, ki so pa tudi zame še nedostopne, ne? Mogoče jih bom videl še sam čez nekaj let ali pa ne vem. In v tem je tudi čar v bistvu tega, ne? Da vsakič tudi sam vidiš še kaj drugega. In od tam lahko potem recimo nadaljuješ čez nekaj časa. No, ta, bi rekel, postavitev prostorska, ki se imenuje Glej daleč, Luis, je nastala kot darilo sam sebi, ne? V bistvu sem si naredil ta kip za 60 let, zato sem si pač privoščil 60 muh. Eno sem naredil viška, ker sem mislil, da pač bo lahko eno bom lahko potem, če bo se slabo ulila, dal stran, ampak zdaj, ki so se vse ulile, nisem dal nobene stran, ker mi posod kakšna manjka potem. V glavnem, sem se pa želel poigrati tudi malo s tem razmišljanjem, v bistvu pač z neko autorefleksijo, recimo z neko recimo razmišljanje o psihi, tudi svoji, recimo Louise Bourgeois se je veliko s tem ukvarjala, in s tem je povedan tudi naslov, ne? Ampak seveda moraš vedeti, katera Louise, ne? Fajn je, da veš, katera Louise. Pol mogoče se ne rabiš več toliko badati s tem problemom, to ni več tako vprašanje. In recimo ta pogled, seveda pri tistem kipu je najprej tisti, ki ga pogledaš iz oči v oči, ne, iz enega očesa, pa skozi glavo, skozi drugo oko vidiš potem recimo nekaj na steni, ne, eno grafiko, ki so v bistvu grafike rib, ne, ulovljenih, oziroma matrica je prava riba, ne, ščuka ali krab, tako da, ja seveda, ne, v bistvu gre za to igro, tudi glede na druge detajle na kipu, gre za to igro kombinacije raznih asociacij, občutkov, pa aluzije razne, recimo, ne, na gledanje, recimo. Seveda, likovni umetniki se veliko ukvarjamo z pogledom, ne, oziroma z recepcijo in percepcijo in s temi problemi, ker brez tega praktično ne gre, ne. To je del seveda obveznega poznavanja in razmišljanja, ne, recimo, če se hočeš ukvarjati z likovnostjo oziroma s kiparstvom. Seveda, poleg pogleda je tukaj še dotik, ne, in to, ta potreba, ne, po dotikanju, recimo, in jaz imam to velikokrat zelo rad, recimo, ne, da se ne samo gleda, ampak da se tudi dotakne, da tudi lažje ponotraniš, recimo, potem eno obliko, a ne, tako kot ono šalčko pri babici, ne, ki je bila tako fina, prav zaradi tega, ker si se je lahko dotaknil. Ona na omari pa ni tako fina, ne. No, tole je kip, ki se imenuje Plavaj, Toni, plavaj. Zdaj, o katerem Toniju gre, bo seveda treba raziskati, ne. Jaz to že vem, če bo koga zanimalo. V glavnem, vedno me je fasciniral en pogled, recimo, v vodo, a ne. Recimo človeka, ki plava v vodi. Kako zanimivo izgleda ta forma, ki je na nek način totalno razbita, ne, nima neke konsistentne oblike, niti silhuete, kar neki, ne. In malo sem se trudil dobiti en taki občutek tega telesa v vodi, a ne. Seveda pa poznamo, recimo, tudi kiparje, ki so modelirali takšno obliko, da izgleda zelo tako, bi rekli, razgibana v prostoru, ne. Hotel sem narediti še kakšen korak blizu temu, pa tudi stran od tega, ne. Drugače pa, kar se pa samih materialov tiče, je ta del, osnovni del te figure je bron,
modelirana je direkt v vosku, v bistvu stenca je modelirana, tako da tako debelo, kot sem zmodeliral steno, tako je tudi odlita, ampak lahko povem, da je zelo tanka. In kip je samo očiščen po vlivanju, sestavljen, cizeliran in nič patiniran. Zato, ker se mi je zdelo zelo zanimivo poskusiti, kako bo ta kip v galeriji, recimo, s pomočjo tudi obiskovalcev in vlage v zraku in dotikov in dihanja, recimo, kako se bo patiniral na podlagi te klime, ki se ustvari skozi, recimo, to življenje v galeriji. Tako da zdaj, glede na barve, se mi zdi, da si že skoraj upam trditi, da imaš že kar nekaj izkušenj s tem, ne? In da se tudi ta patina počasi lepo pojavlja. Seveda je glede na prostor, na vsak prostor, patina drugačna, tudi glede na vsako klimo je patina vedno drugačna. In ta patina je pač zdaj zaenkrat odvisna od te klime v tem prostoru. Spodnji del je v bistvu nerjaveče jeklo, rosfraj, kot rečemo, ne, po domače. Seveda sem ga dal zbrusiti, ker za to rabiš posebno orodje in posebne pripomočke, recimo, da takšno površino zelo gladko zbrusiš in zelo tako natančno, kot je tole. In potem sem jo žgal v peči pač na kar visoke temperaturi, da je v bistvu dobila takšno patino, a ne, ki je na nek način zelo blizu brono, ampak se pravi, to je nerjaveče jeklo, ki je v bistvu samo površinsko majčken oksidiralo ne na toploti, to je bron. Vmes mehurčki so pa v bistvu epoksi armiran z steklenimi vlakni. Seveda imam tudi z epoksijem in s to tehniko nekaj izkušenj in se mi je zdelo zelo fino, da na nek način pridem blizu temu občutku teh mehurčkov, ne, ki nastanejo, če dobro čofotamo, na primer. Seveda, glede na to, da je to zelo ali pa relativno velik kip, se mi zdi, da sem se trudil in da mi je kar uspelo priti do nekega razmerja prostorskega, recimo v tej galeriji, ne, ker pač večino kipov sem naredil za prvo postavitev v tej galeriji. Je pa še nekaj kipov na razstavi, ki so v bistvu manjših dimenzij, ki pa na podoben način nastajajo. Ne nastajajo kot neke skice za nekaj večjega, največkrat, ampak nastajajo na podoben način, kot sem prej omenil za tega, recimo. S tem, da so pač še manjši, pa še bolj fino modeliranje, pa še malo drugačen izziv predstavljajo, recimo. Obdelani so pa na podobne načine, kot recimo ta plavaj, toni plavaj. S tem, da so ta mali kipi v bistvu vsi patinirani. A ne, ampak to so patinirani zelo grobo. Nisem se nič trudil dobiti kakšnih posebnih patin, ker me to toliko ne zanima. A ne. Samo me je zanimalo, da ni tisti surov bron, ampak da je v bistvu pač bron z neko slučajno patino pravzaprav. A ne. Na enem kipu, recimo tam na koncu, ki se imenuje, oziroma s vprašajem Ernst, ne, seveda tam noter sem skombiniral še eno figurico, enega skakalca na smučeh, ne, ker se mi zdi, da tja pač prav tako paše, ne, ampak seveda v neki drugi igri, bi rekel, ampak zato ne prinese tudi eno določeno vsebino s sabo, recimo čisto en drugi občutek. Seveda je zrezlan v les, v mahgoni, ampak dokler je bil samo zrezlan, je bil izgledal zelo tako nebogljeno, naivno in bi rekli že skoraj malo tako primitiven se mi je zdel, ne? Dokler ga nisem malo namočil v epoksi, recimo, tako da daje občutek, kot da je moker, ne? Kot da je iz vode potegnen, recimo. Seveda daje tudi nek občutek enega gibanja, recimo enega premika, ne? In tako v tistem že skoraj enem gobcu, ne? Ki to seveda ni. Ampak fajn se mi zdi recimo igra teh asociacij ali pa da tudi gledalec lahko vključi nek svoj, mogoče tudi nevede, ne?
nek svoj, bi rekel, aparat, ne? Mi temu rečemo kar kognitivni aparat in s tem potem lažje nekaj odnese tudi zase. No, v spomeniški sobi, bi rekel, visijo na stenah fotografije, detajlov, pač enih izmed realiziranih spomenikov, s katerimi se tudi ukvarjam. V omari pa se mi je zdelo zanimivo postaviti osnutke nerealiziranih spomenikov, ki se mi zdi, da prav tako zanimivo govorijo o nekih razmišljanjih, o teh problemih, recimo v javnem prostoru, o kiparstvu v javnem prostoru. Seveda pa ima tudi vsak osnutek neko svojo zgodovino, imajo eno svojo zgodbo za sabo. Eni imajo prav žalostne zgodbe, ali pa nenavadne zgodbe in absurdne zgodbe dostikrat. Ampak tako je v tem našem javnem prostoru. V bistvu o postavitvah dostikrat odločajo popolnoma nekompetentni ljudje, ki vsi z nekih drugih področij, samo kot člani nekih društev recimo, ali karkoli. Žal pa kiparji največkrat niso del teh komisij, Recimo, kiparji praktično nikoli ne odločajo o postavitvah kipov v javnem prostoru. O tem odločajo vsi, ne vem, od arhitektov, recimo celo slikarjev, pisateljev. To je vse zelo v redu, ampak včasih bi bilo v redu, če bi tudi mogoče kakšnega kiparja kaj upoštevali, sploh pri postavitvah kipov, recimo. Tako da, recimo, to je eno tako, jaz bi temu rekli, neko banalno ozadje, ampak je bilo pa čisto dovolj kot nek iniciator za postaviti to sobo.